Lepo pozdravljeni. Tokrat predstavljamo roman Avtoštop pisatelja, esejista, kritika, tetraloga Toneta Peršaka. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Letošnje leto je pri založbi Litera izšel njegov roman, vaš roman Avtoštop, ali pa njegov podnaslov Potovanje na začetek poti. Tone Peršak oziroma Peršak, zanima me, kako ste se lotili najprej tega romana. Okvirna zgodba govori o tem, da je nastajal kot postroman, kot predelava nekih zapisov v času COVID-19. Ja, ko sem se odločil o tem, kako to temo obdelati literarno, sem se odločil za princip tako zvanega auktorja. Se pravi, da avtor predstavi zgodbo na ta način, kot da je do gradiva prišel od nekoga drugega. V mojem primeru je to narejeno tako, da sta se srečala dva študijska kolega iz druge polovice 60. let preteklega stoletja, ki sta skupaj študirala na primerjalni književnosti in tudi filozofijo. No, in ta je tako kot on to predstavi, svojih dokaj duhamornih letih ali pa desetletjih, ki jih je preživel kot srednješolski profesor nekje v provinci, naredil zapis svojega potovanja po Evropi z avtoštopom v času, ko je ta avtoštop način potovanj doživel neverjeten razmah v Evropi. Takrat je cela generacija, bi lahko rekli, potovala, mnogi po več mesecev ali celo kakšno leto, zlasti ameriški študentje pogosto, in nekako želela spoznati, kako živijo pač ljudje v kakšnih drugih okoljih. No, in na ta način je pač roman speljan, da kot nekdo, ki je že, recimo temu, uveljavljen pisatelj, pravzaprav obdela to gradivo, obdela, recimo literarno, in ga objavi tako, kot sta bila dogovorjena pod svojim imenom. Drži se pač dogovora tudi zato, ker je med tem ta osnovni avtor zapisa zaradi covida umrl. Povedal bi samo še to, da seveda to, kar sem povedal, kaj pravzaprav oba ta dva pisca ali pa sopisatelja sta, se pravi komparativista, seveda je ves ta popis potovanja na nek način se naslanja na teorijo romana in odto tudi podnaslov, ki asociira na Lukača in Goldmana, da je za ta klasični roman značilno, da se potovanje konča, pot začenja. Če ostanemo ravno pri tej misli, oziroma lahko bi rekli tudi tezi, torej to potovanje pa ni torej samo fizično, je potovanje tudi v samega protagonista, torej protagonist Tone, lahko opozoriva, da sta oba, ki nastopata v romanu Toneta, torej Tone preda Tonetu gradivo, ki ga potem obdela, na nek način torej tudi umik vase na vsem tem potovanju. Študent primerjalne književnosti opaža spremembe, ki se dogajajo torej na Švedskem
je drugačen sistem, gre za revolucionarno leto 1968 in postaja čedalje bolj kritičen. Kritičen je do domačega okolja, v katerem odrašča, kritičen je recimo tudi do glasbe in potem pride v stik tudi z Špancem, kjer je še bolj kritičen do drugega totalitarnega sistema, frankizma. Ja, ne, v bistvu gre za dva momenta. Ne. En moment je ta, da se ta študent napoti na to potovanje prav s to željo, ne s toliko željo, da bi videl recimo neke naravne lepote, ali kaj, ampak da bi nekako spoznaval, kako ljudje druge živijo. Treba je pač upoštevati to, kar je tudi v romanu poudarjeno, da takrat seveda mladi iz bivše Jugoslavije v letih pred tem ravno nekako niso še tako zlahka potovali po svetu. Omejitev je bila po eni strani čisto sistemska, politična, po drugi strani pa seveda finančna, ker je bil zelo nizek cenzus, koliko denarja si legalno lahko vzel s seboj. V zvezi s tem imam tudi v romanu anekdoto, ki sem jo resnično doživel. Ko sem šel čez mejo v Šentilju, in me je carinik vprašal, kam grem, in sem jaz rekel, da grem v Švedsko in potem še v Francijo, in je rekel, ja, koliko imaš pa denarja, in sem jaz rekel, če on misli, da bi s 40,000 dinarji, tedanje mi lahko preživel toliko časa, in je on rekel, ne bi, pojdi naprej. Me je spustil čez mejo. Na nek način tukaj poudarite tudi solidarnost in kolegialnost čistega neznanca, ki je kljub sistemu takrat dopuščal te možnosti. Omenili ste tudi sami, torej gre za študenta, ki takrat potuje in glede na vaše prejšnje romane, poudarila bi recimo roman Usedline in potem Preobrazba, pa je ta roman, torej Avtoštop, na nek način trilogija, tretji del tega romana. Usedlina govori o otroštvu, detinjstvu, podeželana, dečka, ki je odraščal ob materi samohranilki, kjer ima ta lik poseben status v vseh teh treh romanih, potem v Preobrazbah in potem torej v Avtoštopu. V Preobrazbi je torej že osnovnošolec, potem pozneje dijak in tukaj torej študent tik pred vpisom v naslednji semester, v naslednji letnik, ker torej počitnice preživlja tudi zato drugje, ker nima lastnega doma. Ja, to je seveda se naslanja na mojo življenjsko zgodbo, ki je bila takrat res taka, da sva z materjo, ki je bila, temu se je nekako uradno reklo, poljska delavka, se v bistvu 13 let skupaj selila iz kraja v kraj, tako da sem imel ta privilegij, da sem lahko hodil kar v 5 različnih osnovnih šol. No, ob 13 letih sem se pa od nje odselil, in sem pač šel, temu se reče, za pastirja k enemu kmetu, ki je pa potem pravzaprav poskrbel, da sem šel v srednjo šolo. In tako da sem neko to izkušnjo vandrovstva pravzaprav imel, že iz načina življenja. Res pa je, da so bile vsake počitnice neke sorte preizkus, zlasti v času srednje šole, ker ni bilo mogoče ostati v internatu, in sem v bistvu moral iskati, kako bom počitnice preživel. Nekaj sem jih pri sorodnikih, nekaj pri tem, da sem pri nekom kaj delal, in sem pač tudi nekako tudi živel za tisti čas, pri tistem, ko sem to delal. Tisto leto, ravno preden je pa ta pot prišla, sem pa
tisti mesec, ko sem delal pri enem obrtniku, da sem zaslužil za pot, sem pa pravzaprav živel v eni novi hiši, ki še sploh ni bila do konca zgrajena. Tako da sem spal na tlaku, še ni bilo tal, ne, in tako naprej. Dobro. Ampak to so take pitoreskne zgodbe. Torej, ta motiv nomadstva se nenehno pojavlja in ravno tukaj lahko odpreva temo o esejističnih postopkih, ki jih uporabljate v romanih, tudi ostalih, recimo Sledi. Zaznati je mogoče tudi to, da v teh ljubljanskih novelah imate ogromno teh popisov, razmislekov, kjer je važen predvsem nek razmislek, dogodkovna baza oziroma dogodki, pa se dogaja zelo mimogrede, recimo tudi v avtoštopu, ne, ti pogovori so na nek način, gre za road trip, kjer spoznavate življenje ljudi iz pripovedi, ne pa iz nekih realnih dogodkov, ampak že doživeti. Ja, jaz mislim, da je to ena od vedno bolj pomembnih značilnosti sodobnega romana. Tudi če gledam, recimo ni dolgo tega, kar sem bral Handkejev, ta zelo obsežni zadnji roman, ne, je v bistvu ta roman, skoraj bi lahko rekli roman esej, ne. Je dogajanja izjemno malo, ne. On ves čas opisuje, kako pa živi tam nekje na obrobju Pariza, ne. Hodi na dolge sprehode po gozdovih tam okrog in ves čas pravzaprav razmišlja, obuja neke spomine, razmišlja o svojih kolegih, pisateljih, medtem ko nekega takega fizičnega dogajanja, ne, je pa pravzaprav zelo malo in tega je pravzaprav veliko, ne. Tudi recimo sem bral v zadnje čase te romane, ki so pisateljev, ki so na tem festivalu Beletrine, ne, Fabula. Ja, in tudi večina teh romanov ima v bistvu to, ker jaz mislim, da je seveda tudi na nek način se je življenje spremenilo, ne, in nekih zgodb, ne, ki so jih pisatelji včasih opisovali, pravzaprav ni več toliko, ne. Medtem ko se človek danes zelo veliko ukvarja s tem, kako pravzaprav se umestiti v svetu, kako najti nek svoj položaj, glede na vse to, kar se dogaja okrog nas, ne. Dogajanje pa tako, imamo občutek, da se vodi iz nekih skrivnostnih, ne, tako kot je rekel Shakespeare, ne, nekje v srcu države, ne, je skrivnost, pa nihče ne ve, kaj to je. Nekdo nas je zelo dobro naštudiral, ne, celotno človeštvo in lahko upravlja z nami. Če recimo postavim tezo, da danes pravijo, da se današnje generacije ne morejo ali pa niti nimajo možnosti za to, da bi se ustalile. Če pregledam vaš opus, tudi vi govorite o tem, vse ta nestalnost je bila nenehno, ne. Tudi v avtoštopu se govori o tem, ne, o možnostih zaposlitve, komparativista, ne, ki kljub ambicijam pristane v nekem manjšem kraju. To samo uresničenje je zmeraj bilo težko, ne? Ja, ne, samo zdaj, seveda danes, ne, če bi govorili če je to samo uresničenje tudi o tem, da človek nekako najde nek smisel, ne, in vidi smisel tega, kar dela, in mu to da neko stabilnost, ne, in mu tudi to omogoči, ne, da je kot osebnost nekaj zelo stabilen, ne, kar je še vedno neke vrste ideal, ne, če rečemo, ta človek pa je, ne, moški, ne, ali pa ženska, ne spreminja mnenj, misli enako. Danes seveda to ne velja več, ne, zato ker je naš položaj v svetu skrajno negotov, ne.
Vse vidimo, zlasti mladi danes to spoznavajo. Ni nekih stalnih zaposlitev, vedno manj jih je. Nenehno se vsakih nekaj let nastopi problem brezposelnosti, ljudje izgubljajo službe. Ne vejo, kakšna je njihova prihodnost. Potem se spet, zdaj je občutek, kako je vse super, recimo gospodarstvo v Sloveniji in tako naprej, nizka brezposelnost. Že čez leto dni je lahko spet vse na glavo obrnjeno. In ta negotovost seveda daje človeku občutek, da se mora nenehno boriti za to, da usmisli svojo eksistenco in išče neko svoj položaj v svetu. Eden izmed takih razmislekov v Avtoštopu govori tudi o tem, kako ta študent razmišlja o borzi, kjer v bistvu na stavnicah nenehno so ljudje na preži in nenehno spremljajo vrednost delnic, sam gospodarski položaj. Zdi se mi zelo zanimivo, ker na nek način je to res. Po noči spremljajo ljudje, kaj se kupuje, kaj se ne kupuje in so ljudje nenehno na preži, tudi zaradi te brezposelnosti, tudi zaradi te mogoče navidezne gospodarske rasti, kot ste prej omenili. Ja, stabilnosti. No, to je en detalj, ki je takrat, seveda v tistih časih, je to šlo še vse po telefonih, pa analogno in je seveda. Ampak ljudje so ob 2 zjutraj sedeli ob telefonih in spremljali, kaj se dogaja na borzi, ne vem, v Hongkongu ali pa ne vem, kje danes. Ravno pred nekaj dnevi sem bral en članek v eni poljudno-znanstveni reviji. Danes je to vprašanje milisekund. In so te stvari vse ne da so avtomatizirane, potekajo pravzaprav elektronsko. On nastavi mejo, pre kateri bo kupil. In računalnik, tisti trenutek, ko se nek posel zgodi v Hongkongu, ker še pike niso postavili, računalnik že kupi. To je huje kot učinek metulja. Ja, to in je tako, da je to spoznavanje tega sveta, s katerim se on srečuje, je seveda po eni strani ob tem, ker je obseden s tem, da to svojo pot mora v celoti opraviti. Seveda potuje cele noči s tovornjaki, ne spi in je seveda po 3 tednih strašno utrujen in na koncu, ker v Franciji preprosto ne dobi, 2 dni zaporedoma ne dobi Avtoštopa po cel dan, klone in gre na vlak in to doživi kot hud poraz. Bi prebrali en del iz romana Avtoštop? To, kar je povezan s tem, kar sem zdaj na koncu rekel. Lepo prosim. Ves ta čas, od trenutka, ko sem zgodaj dopoldne prišel na to mesto in do 4:30 popoldne in tudi še potem, se je mimo valila reka avtomobilov. Gneča na cesti je bila tolikšna, da se je kolona kdaj pa kdaj celo popolnoma ustavila in stala tudi več minut, ne da bi se premaknila, in v takšnih trenutkih sem celo hodil vzdolž avtomobilov, trkal po šipah desnih sprednjih oken in skozi praviloma zaprte šipe spraševal šoferje, ali so me pripravljeni vzeti s seboj, in velika večina od njih se ni odzvala na nikakršen način, razen tako, da so srepo gledali predse in mi še pogleda niso naklonili, kaj šele kakšno besedo, če tudi samo ne. 4 so se celo razjezili, ko sem jih skušal nagovoriti skozi zaprto šipo in začeli vpiti v avtu in me zmerjati, kot sem lahko zaznal iz tonov in poudarkov, ki so jih uporabili. Čeprav besed v glavnem nisem razumel, že zato ne, ker so prihajale iz zaprtih avtomobilov do mojih ušes popačene. Bil sem celo priča družinskima prepiroma.
ki sem jo očitno povzročil s svojim nagovarjanjem skozi zaprta okna. V obeh primerih sta se sporekla šofer in ženska, verjetno žena, ki je sedela na desnem sprednjem sedežu, le da sem v enem primeru nekako dojel, da je žena bila za to, da me vzameta v avto, vendar se voznik ni strinjal s tem. V drugem primeru pa je bilo, sem sklepal, ravno obratno, ker sem imel občutek, da sem se zasmilil šoferju, vendar je bila žena kategorično proti temu, da bi me vzela v avto. Popoldne so se spet kar dvakrat pripeljali mimo policisti. Najprej dva na motorju, ki sta se ustavila ob meni in mi, kot sem sklepal, spet skušala dopovedati, da na tem mestu ni dovoljeno štopati, ker naj avtomobili ne bi smeli na tem mestu ustavljati in da moram iti kak kilometer naprej. Jaz pa sem spet izvedel enak manever kot že dan prej dvakrat v Avignonu. Počasi sem se sklonil k nahrbtniku, ki sem ga bil prej odložil na bankino, in začel počasi zategovati in zavezovati vrvico speljano okrog odprtine na vrhu nahrbtnika, in o tem sta se policista odpeljala naprej. Jaz pa sem nadaljeval s štopanjem na istem mestu. Samo 1/4 ure kasneje se je ob meni ustavil še Citroen v barvah policije in policaj, ki je sedel na desnem sprednjem sedežu, je odprl okno in mi začel nekaj dopovedovati skozi okno in kazati z roko, da moram zapustiti to mesto in iti naprej ob cesti. Jaz seveda nisem razumel, kaj govori. Sem pa zelo dobro razumel njegove kretnje in živčnega, lačnega in neuspešnega štopanja, sitega, kot sem že bil, me je tako ujezilo, da sem eksplodiral in v jezi izkričal 5 izmed morda 10 francoskih besed, ki sem jih naenkrat začuda znal približno prav izgovoriti. In sem tudi vedel, kaj pomenijo. C'est la liberté, fraternité, égalité française, merde. Policista v avtu sta tako rekoč onemela za nekaj trenutkov. Potem je najprej oni, ki je sedel za volanom, odprl vrata in stopil iz avtomobila in za njim je storil enako še njegov partner z desnega sprednjega sedeža, ki je tako rekoč istočasno že tudi segel za pas in odpel pendrek, ki je visel z njegovega opasača tik za tokom s pištolo. Za hip se je zastrmel vame, rekel ni niti besede in tudi oni, ki je vozil avto in je ostal na drugi strani, ni nič rekel. In potem je ta z desnega sedeža zamahnil in me vžgal s pendrekom čez levi bok in ritnico, da je zabolelo, kot da bi me vžgal z razpeljenim kablom. In že se je spet mirno obrnil stran in sedel nazaj v avto. Nekaj sekund za njim je sedel za volan še njegov partner in tik preden sta se odpeljala, je ta, ki me je udaril, še enkrat samo skretnil desne roke in čisto mirno pokazal, da moram iti naprej ob cesti in nekje drugje poskusiti srečo. Najlepša hvala. Za konec bi vas vprašala mogoče še to. Študirali ste tudi na AGRFT-ju. Ali to znanje uporabljate torej tudi v samem pisanju, recimo tudi vaše spremne besede in tudi to, o čemer sva že govorila, tudi filmi se polaščajo določenih lastnosti, kot danes romani. Uporabljate kaj takšne montaže, razmisleke? Ja, jaz zelo verjamem, to je res, kar ste rekli, da sem bil na AGRFT. In imam pač tudi izkušnjo, to je pač slučajno tako naneslo, da je bilo v letniku premalo fantov, pa veliko deklet, in sem jaz moral praktično na vsakem semestru tudi igrati, čeprav sem študiral režijo. Igral sem pa tudi sicer, amatersko seveda. In zelo verjamem v tehniko igre in v ubujanje, v poskus oživljanja s tehniko tako imenovanega čustvenega spomina. In lahko rečem, da to nekako uporabljam tudi kot pisatelj. Tudi
ko pišem, ne iz avtobiografske izkušnje, ne, tudi sicer, in se mi zdi, da mi to kar koristi. Najlepša hvala za pogovor. To je bila predstavitev knjige romana Avtoštop, ki je letošnje leto išla pri založbi Litera. Če sklenem na kratko predstavitev to knjige, knjiga je zanimiva tudi zato, ker je ena izmed misli tudi ta, da če stvar doživimo, jo vsrkamo vase, je veliko več, kot pa da se nenehno fotografiramo. Hvala. Hvala vam. Bilo je zelo prijetno. Hvala.